Na območju Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije se še vedno spopadajo s hudimi poplavami. Območje, ki je poplavljeno, je tako veliko kot Slovenija. Prizadetih pa je več kot 1,5 milijona ljudi. Okoli 50 jih je umrlo. Zaradi naraščajoče vode so na Hrvaškem preselili na varno približno 15.000 ljudi, prav tako so ponoči preselili več tisoč ljudi iz srbskega kraja Obrenovac, kjer je najhuje. V Beogradu, glavnem mestu Srbije, jutri pričakujejo poplavni val, zato so zgradili nasip, pripravljenih pa imajo še 50.000 vreč s peskom. V Bosni in Hercegovini, odkoder prihaja tudi 13-letni Bakir, so danes že razglasili dan žalovanja. Poglejmo, kako je tam. Samo v Bosni je vsak 4. prebivalec brez pitne vode. Mnogi ljudje so v poplavah izgubili vse svoje premoženje. Normalno življenje je zastalo, tudi v kraju Visoko, kjer živi 13-letni Bakir. Obiskuje dopolnilni pouk slovenščine in zato se je posebej potrudil govoriti v našem jeziku. Od četrtka do danes bilo je zelo loše vreme, slabo je bilo, nekateri so ljudje preminili in zelo mi je žal. Bakirjeva hiša je k sreči ostala na suhem, a zdaj ga skrbi, ker je poplavilo minska polja. Mine so odplavile z reko v Srbijo zdaj. Mislijo, da so mine v Srbiji in je zelo nevarno, če bi nekdo plaval. Voda se počasi vrača v svoje struge. Danes je zelo sončno in je zelo vroče. Tukaj je 30 stopinj. Danes je akcija čistijo blato od reke in tako. Po 3-dnevni prekinitvi pouka se je Bakir danes vrnil v šolske klopi in upa, da se bodo stvari kmalu uredile. Želim si, da ljudi naredijo nazaj svoje hiše, katere so uničene, in da živijo srečno, da se vrnijo na svoje normalne položaje.